Dobro jutro, dober dan, spoštovani, spoštovane, na tretjem dnevu letošnje revije Zagorje 2018. Potem, ko smo na prvem večeru imeli en koncert mladinskih in mešanih pevskih zborov ter tudi fantovskih in dekliških skupin, so bili včeraj na vrsti otroški pevski zbori, kar 24 smo jih slišali v tej dvorani, no danes pa bomo na 3 koncertih prisluhnili mladinskim pevskim zborom. Morda samo toliko, da kaj ne zamudite, tale, kot vidite, bolj zgodaj, ob 10:30 dopoldne, drugi koncert se bo začel ob 13. uri in tretji, zadnji ob 16. Nekako ob 19. uri pa je planirana tudi svečana podelitev letošnjih priznanj in zaključek 26. revije Zagorje ob Savi. Če gremo malce nazaj, pisalo se je leto 1968, ko je bila prva revija, torej letos obeležujemo tudi 50 let. To ni 50. revija, kajti bienalno se dogaja torej vsako drugo leto in tako da smo pod to revijo zapisali številko 26. No, tisti, ki so leta 1968 nastopili na tem odru in so bili približno te velikosti in starosti, so verjetno danes detki in babice, morda še kdo med nami in seveda dobrodošli v dvorani, če ste tu. Ja, čas hitro teče in riše gube na obraz. Verjamem pa, da današnji dan zariše predvsem nasmehe na obraz pevcev in pevk, članov mladinskih pevskih zborov, ki se danes predstavijo na 3 koncertih. 20 jih bo nastopilo danes in na prvem koncertu 6. Na oder vabiva prvi zbor, mladinski pevski zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Med vas smo razdelili tudi glasovne lističe, jih boste našli pod sedeži. To je bila šala. Kajti revija ima tekmovalni značaj, pa zaenkrat ne zaupamo samo občinstvu. Vi boste, kako ste navdušeni, to dokazali s svojim aplavzom, vsakemu zboru posebej. Drugače pa z nami tudi danes strokovna žirija, ki jo sestavljajo Stojan Kuret. Na balkonu so tako da Danica Pirečnik, Karmina Šilec, Marinka Šuštar in Tadeja Mulc. Zbore smo tudi letos zaprosili, da nam pomagajo oblikovati napovedi nastopa in nekateri so bili pri tem res dobri, da ne rečem originalni. Takole so se opisali člani prvega nastopajočega zbora. Zbor naše glasbene šole je nekaj posebnega. Ni slučaj, da veliko učencev poleg obveznega instrumenta in orkestra prostovoljno sodeluje tudi pri pevskem zboru. Mnogi mu ostajajo zvesti še potem, ko že zaključijo z učenjem instrumenta, pri petju uživajo, cenijo dobro družbo, prijatelje, na katere se lahko tudi zanesejo. No, običajne vaje so res da zanimive, a moramo priznati, so napisali, da so v resnici še boljše naše intenzivne sobote, ko pridemo na vajo spočiti, več časa pa imamo tudi za medsebojno druženje. Čeprav pojemo šele 4. sezono, imamo za seboj že vrsto nastopov, med drugim regijsko in državno tekmovanje, zborovski bum in potujočo muziko. Njihovo vodilo je Glasba povezuje. Na klavirju jih bo spremljal Jan Sever, zborovodkinja pa je Marta Sojar-Voglar. Hople,
Dol pri Ljubljani pa je kraj, kjer deluje mladinski pevski zbor osnovne šole Janka Modra. Kaja, ali veš, kdo je bil Janko Moder? Ja, slovenski prevajalec, urednik in publicist, če se ne motim. To je za čisto petico. Drži, pa ne samo to. Leta 1945, takoj po koncu druge svetovne vojne, je bil 9 mesecev iz političnih razlogov zaprt. Takrat je tudi nastalo delo Sla spomina, v katerem opisuje življenje v zaporih. No, leta 1954 je postal svobodni prevajalec, v letih 1970-1976 pa je predaval tudi na AGRFT. Šola seveda s ponosom nosi njegovo ime. Ponosna pa je tudi na svoj mladinski zbor. V Zagorju so nastopili že 2-krat in 3. nastop je priložnost, da 2 srebrni priznani tokrat pozlatijo. Na zadnjem tekmovanju jim je do tega zmanjkalo le 0,3 točke. Verjamemo v vas in prepričani smo, da boste nadoknadili lanskoletni minimalni zaostanek. No, veseli smo, da takole na revijo prihajajo tudi slovenski skladatelji. Sedaj bomo slišali Moj dežnik je lahko balon, skladateljice Doris Keršič, ki jo pozdravljam v dvorani. Mislim, da je z nami, če se ne motim. No, in pa tudi skladbo, kje so tiste stezice, že pri prvem zboru pa smo slišali Sirota jaz okrog blodim. Črt Sojar Voglar je tudi z nami. Dobrodošli. No, zdaj pa je čas, da zapoje tale zbor, da ga slišimo. Klavir Rok Grgasovič, zborovodkinja je Bojana Gajšek.
Zborovodkinja Nataša Banko je na oder revije prvič pripeljala mladinski pevski zbor osnovne šole Mengeš. Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca. Se zato mladi nadobudni pevci še posebej radi udeležujemo pevskih srečanj na šolih? Pesmi se že spogledujejo z odraslostjo, čeprav je iskriva razigranost še vedno del njihovega izražanja. Petje pred prijatelji nam je vznemirljivo, različni nastopi v okviru šole in kraja pa poseben čar. Takrat rišemo slike na tišino, kot slikar slika na platno. Takrat se tudi čas ustavi. Spregovorimo z govorico not in melodij, ki napolnijo dvorano in srca. In to je tisto, kar šteje. Ja, in temu res nekaj dodati. V tale trenutek bom še enkrat omenil in pozdravil članico žirije in pa tudi skladateljico Tadejo Vulc, namreč zbor je izbral dve njeni skladbi Novoletni ples in Jaz bi rad cigajner bil. Ja, prisluhnimo, torej hvala lepa. Klavirska spremljava Teja Komar in kot že omenjeno zborovodkinja Nataša Banko. Bogdaj, dober večer, za večer.
Ena ptička priletela, ena drobna ptičica in prav lepo zapela ena drobna ptičica. O pomladi je zapela, ko bo gnezdo spletala, ko bo travca zelenela, zelenela lipica. Če pogledamo zunaj, ko smo prihajali, nič še ne zeleni, kajti letošnja pomlad res zamuja in morda jo prekličemo prav s tem besedilom, ki ga slišimo zelo kmalu še enkrat. Kajti to nam bo pomagal narediti debitant na letošnji reviji, mladinski pevski zbor osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Dobrih 10 let je minilo od ustanovitve šole in zbora, ki se lahko pohvali z najrazličnejšimi projekti. Med drugimi snemanje zgoščenke, izvajanje muzikalov, sodelovanje na Ataki, prepevanjem na zborovskih bumih v Mariboru. V letošnjem šolskem letu smo bili po osvojenem zlatem priznanju na regijskem tekmovanju v Rogaški Slatini povabljeni k sodelovanju v projekt Potujoča muzika. Bilo je čudovito stati na odru Galusove dvorane v Cankarjevem domu in zapeti v 500-članskem zboru. Pa tudi tukaj ni slabo, ne? Se znajdemo takole na odru vsi. No, danes so sicer sami, vsaj ta trenutek na odru, zato še enkrat srečno. Klavirska spremljava Klementina Rednak-Mežnar, zborovodkinja Metka Berg.
Začetki mladinskega pevskega zbora glasbene šole Kamnik segajo v sredino 90-ih let prejšnjega stoletja, pobuda pa je prišla s strani učiteljice Anice Smrtnik, ki še danes vodi zbor. Sprva je bila tole priložnostna pevska zasedba za različne prireditve in je obsegala do 10 pevk, učenk glasbene šole Kamnik. Z leti je zbor postal stalna zasedba z rednimi vajami in vedno širšo zasedbo. Ker so njihovi nastopi vedno znova navdušili občinstvo, so postali nepogrešljiv člen vsake občinske in šolske prireditve. Za revijo v Zagorju so izbrali raznovrsten program, ena od skladb je tudi noviteta, priredba ljudske pesmi iz Zgornjega Tuhinja, Jano žalostno tičko, za katero upajo, da bo dobro sprejeta tako med pevci kot poslušalci. V naši sredini pozdravljam tudi skladateljico Nežo Žgur. Dobar dan. Tako, pa prisluhnimo zboru iz Kamnika, klavirska spremljava Marko Heričko, vse vajeti pa sedaj prevzame zborovodkinja Anica Smrtnik.
No, takole zadnji 6. zbor prvega današnjega koncerta letošnje revije pa je mladinski pevski zbor osnovne šole Nazarje. Majhen kraj na začetku Zgornje Savinjske doline postaja poznan tudi po mladih pevcih. Na šoli z 200 učenci deluje 5 pevskih sestavov. Mladinski zbor predstavlja vrh te piramide. O tem pričajo mnogi odmevni pevski projekti in nastopi doma ter v tujini. Zbor se vedno vrne z žlahtnimi priznanji. A pevci se z zborovodkinjo Katjo Gruber najraje spominjajo trikratnega zagorskega zmagoslavja. Za pevce je sodelovanje v šolskem zboru poleg učnih obveznosti velik izziv in priložnost, da izstopijo iz povprečja in si s pesmijo obogatijo najstniški svet. Ne bomo ugibali sedaj, kakšne barve bo letošnje priznanje. Vsi nekako vemo, kakšno, ampak najprej slišimo. Glasbena spremljava Toni Acman, Vid Vodlan, Manja Vačovnik in Gal Ugovšek, zborovodkinja Katja Gruber.
Tole je bil zadnji nastop prvega koncerta. Vse zbore pozdravimo ob 12:20 na Mestnem trgu pred Weinbergerjevo hišo, kjer bo na vrsti skupno petje. Seveda bomo obelodanili tudi že delne rezultate. Naslednji koncert pa se v tej dvorani začne ob 13. Takrat se zopet vidimo. Srečno!